pozdravljeni na današnji novinarski konferenci po seji kluba županov SLS, ki so obravnavali razmere po katastrofalni ledeni ujmi in poplavah v Sloveniji, ki so prizadele slovenske občine in tudi so govorili o predlogih za čimprejšnje ukrepanje sanacijo škode. Povodno besedo predajam predsedniku kluba županov SLS in županu občine Slovenske Konjice, gospodu Miranu Godnišku. Hvala. No, na današnji seji kluba županov smo osrednjo točko posvetili stanju po zadnji ujmi in pa seveda o ukrepih, ki jih je potrebno izvesti, da bi sedajne stanje bilo čim hitreje in pa čim bolje urejeno. Med sklepi lahko navedem zelo pomemben sklep, da kot klub županov izrekamo zahvalo in pa tudi pohvalo vsem štabom civilne zaščite, članicam in članom prostovoljnih gasilskih društev, ekipam elektropodjetij in pa tudi vodstvom posameznih lokalnih skupnosti, ki so v tistem trenutku, ko se je vse skupaj začelo dogajati, bili pravzaprav tisti, ki so prvi bili na terenu in prvi bili tudi na voljo občankam in občanom. No in eden od pomembnih sklepov pa je tudi to, da pozivamo vlado Republike Slovenije, da v samem interventnem zakonu za odpravo posledic ujme upošteva tudi potrebe občin, kajti na terenu je ogromno plazov, ki jih bo potrebno sanirati v zelo kratkem času, in pa tudi, da posebno skrb zagotovi oziroma posveti zagotavljanju poplavne varnosti, saj vemo, da je stanje na področju urejanja vodotokov nekako zanemarjeno. Hvala lepa. Besedo predajam županoma in sicer uvodoma županu občine Bloke, Jožeta Polisa. Prihajam iz občine Bloke, ki je seveda bila v tej situaciji kar močno prizadeta, pa seveda sem bil naprošen, da pravzaprav nakratko preko obrazložim, kako smo se pravzaprav sploh organizirali, da smo obvladali tako stanje, ki je pač kot je bilo. Moram reči, da imamo v naši občini, pa tudi na Notranjskem, lahko rečem, da kar pozitivno izkušnjo za sanacijo oziroma za ukrepanjem v teh razmerah. Naprimer, rad bi mogoče na našem primeru povedal, na kakšen način smo se mi organizirali. Že v ponedeljek po ujmi smo takoj seveda nemudoma poskrbeli za to, da se pač ohrani čim bolj normalno stanje v celotni občini. Prioritetne seveda so bile stvari tiste, ki jih lahko občina sama obvladuje. Namreč zagotoviti je potrebno nemoteno skrbo za pitno vodo, nemudoma je bilo potrebno seveda zagotoviti prevoznost cest, kajti ljudje morajo biti seveda mobilni. Seveda čim prej smo seveda se tudi organizirali, da smo zagotovili čim bolj normalno delovanje javnih inštitucij, kot so šola, vrtec, zdravstvena postaja, pošta, občina in tako naprej. Skratka, občina Bloke je bila v tej ujmi toliko seveda tako odrezana od sveta, kajti prekinjene so bile vse telefonske povezave, niso delovali mobiteli, celotna občina je bila brez električne energije in seveda ključ, da se normalizirajo zadeve je to, da se seveda čim prej vzpostavijo neke normalne razmere v javnih službah. Seveda bi pa ob tem rad poudaril in pohvalil zelo dobro organiziranost civilne zaščite v sodelovanju z gasilskimi društvi. Mi imamo na našem področju dva dobro organizirana gasilska društva, ki sta hitro in profesionalno odreagirala. S pomočjo gasilcev in civilne zaščite smo seveda realizirali vse te naloge, ki sem jih že prej naštel, ob tem pa smo seveda aktivno se vključili tudi v sanacijo oziroma odpravljanje podrtega drevja v območju vseh elektrolinij. Kajti elektroomrežje v naši občini je utrpelo velike poškodbe in seveda kot prvi ukrep je bil, da se odstrani podrto drevje in s tem omogoči električarjem, da začnejo z svojimi deli. No, na tej osnovi, ko smo pač ponudili to pomoč,
v ljudeh in strojih, da smo očistili te linije, smo že v četrtek potem, to je prejšnji teden, dobili na naše območje elektroekipe, ki so poskrbele za sanacijo najbolj nujnega omrežja, tako da je okrog 70% občine, govorim po številu prebivalcev, že v petek prejšnji teden dobilo električno omrežje. Sveda pa se je tukaj potem pojavil problem, da je bilo so strani sanacije teh omrežij seveda premalo strokovnega kadra, kar je pomenilo posledično, da so bili ljudje, strokovnjaki, električari premaknjeni na druge lokacije, kjer so seveda težave še večje, oziroma je bilo brez elektrike še večje količine ljudi. Tako da smo se v tem primeru srečali predvsem za težavo, da je bilo na terenu premalo ljudi, ki bi bili sposobni odpraviti te težave, predvsem v smislu oskrbe z električno energijo. Bi pa na tem mestu seveda še enkrat poudaril in se zahvalil tako gasilcem kot civilnim zaščitam in tudi seveda vodstvom občine in pa ostalim zaposlenim v občini, da so hitro in strokovno odreagirali. Seveda ob tem se sprašujem, kakšna bi bilo stanje, če ne bi bila lokalna samouprava v Sloveniji organizirana tako, kot je. Namreč iz naše izkušnje, pa tudi izkušnje sosednjih občin, s katerimi smo bili stalno v kontaktu, se je potrdilo, da so bile še posebej male občine, ker so seveda oddaljene od nekih centrov, še toliko bolj pomembno, da smo se sami organizirali in bistvene probleme razrešili hitro, efektivno in na dosti enostaven način. Ne smem se spomniti, kako bi bilo, če ne bi na našem področju imeli občine.